naše ključne točke izpostavljam, jaz bom izpostavil kar to. Letos smo doživeli hud žledolom tudi v Ljubljani, pač čas se teče naprej, malo se je pozabilo na to. Mi bomo zahtevali, in jaz osebno v mestnem svetu, da ljubljanska energetika preide veliko bolj na uporabo obnovljivih virov, biomase, ki je ogromno tudi v Ljubljani, se pravi prednostni odkup biomase v Ljubljani, predvsem pa velika podpora tudi ljubljanskim kmetom za oskrbo mestnega prebivalstva z domačo hrano iz neposredne bližine. To je ena od zadev. Jasno, mi vedno poudarjamo, da se veliko teh pristojnosti, tudi proračunskih, prepusti četrtnim svetom, na četrtno raven, se pravi, ljudje dobijo več odločanja, več možnosti vpliva na svoj domači kraj. Potem je ena od pomembnih zadev, da je treba držati finance javnih podjetij na tak način, da se ne bodo storitve za občane dražile, če se storitve tudi ne bodo izboljševale. Priča smo v Ljubljani pretoku denarja občanov, ki se za storitve mestnih podjetij v druge projekte in za pokrivanje nasedlih naložb župana Jankovića. Ena od naslednjih zadev je, to je pa bolj taka družini prijazno mesto, ker naše geslo je vsem prijazna Ljubljana. V tem geslu vsem prijazna Ljubljana je mišljeno tudi to, da se po ostalih delih Slovenije ne bodo vedno ozirali proti Ljubljani, kot je nek njihov nasprotnik. Ljubljana je vsem prijazna. Če so nezadovoljni, so verjetno nezadovoljni s centralistično državno oblastjo. Ne smejo pa biti nezadovoljni z Ljubljano, kot se dogaja sedaj. Potem predlagamo tudi družinsko vstopnico za mlade družine, da pride s celo družino na katerokoli prireditev, ali mestni muzej, ali muzej, narodno galerijo, karkoli, da se vzpostavi družinska vstopnica, ki bo veliko cenejša za družine.